Se spomnite, ko je bilo v Ljubljani potrebno za 100 kvadratnih metrov odšteti 200 tisočakov? To je bilo pred dobrimi 10 leti, danes enako veliko stanovanje stane krepko preko $500 000. Kaj to pomeni za vse tiste, ki danes razmišljate o nakupu stanovanja? Preveri. Marsikdo, ki razmišlja, pa vidi te cene, ki kar rastejo in rastejo in rastejo, v bistvu je pozabil malo na to obdobje in da so možni tudi upadi, ker zdaj vsi govorijo, cene bojo samo še rasle, saj druge poti kot navzgor ni. Seveda, zato smo v bistvu mogoče danes začeli s tem, da mogoče malo, da narediva širšo sliko na mogoče malo daljše časovno obdobje, ki ga vsi zelo hitro pozabimo, kaj se pravzaprav tudi v naši dobi zgodilo. Smo po letu 2014, recimo, ko se je trg začel obračati, v bistvu bili deležni 10-letne rasti cen stanovanj. Predvsem, kar se je zgodilo v tem obdobju 4-letne krize, je to, da se novogradnje oziroma niso se razvijali oziroma gradili novi nepremičninski projekti. In kaj je to ustvarjalo? To je ustvarjalo akumulacijo povpraševanja. Po drugi strani so pa nepremičninski cikli bistveno daljši in ne omogočajo hitrega prilagajanja cen ali pa povpraševanju na trgu. In iz tega naslova je to akumulirano povpraševanje v bistvu začelo poganjati cene navzgor in ponudba nepremičnin na drugi strani temu ni mogla slediti. Poslušajte Money How, ne bo vam žal.